V tem prostoru lahko kontinuirano, torej neprekinjeno, beležimo možgansko aktivnost 24 ur na dan, več dni zapore, tudi ves teden, če je potrebno. Tukaj gre za celo serijo majhnih napadov, na vsakih nekaj sekund ima ta dojenček napad. Beležimo možgansko aktivnost, hkrati imamo bolnika na videu, ves čas pokritega z kamerami v tem prostoru. In smo lahko točno z analizo tega zapisa potrdili, da gre v bistvu pri njem res za epileptične napade. Je najbrž to edini prostor, kjer si epileptičnih napadov res želimo. Jaz sem Natalija Krajnc, otroška nevrologinja in pediatrinja. Epilepsija je ena res najpogostejših nevroloških bolezni, tako v pediatričnem kot v odraslem obdobju življenja. Tudi po vseh teh letih dela je pravzaprav izjemno navdihujoče to, da je pravzaprav epilepsija taka učiteljica nevrologije. Vedno znova se učimo, vsak pacient je svoja uganka, to je zame res tak navdihujoč izziv. Drugo pomembno so pa sigurno tudi te zgodbe naših posameznih bolnikov. Vsaka zgodba je tista vredna, kjer smo lahko kljub nekim težkim zgodbam, velikim težavam ob življenju z epilepsijo dosegli čudovite izhode, pomeni omogočili stanje brez napadov, normalen razvoj in to so na nek način vedno naši otroci. Teh trdovratnih epilepsij je približno četrtina, večina vendarle epilepsij se zelo dobro zdravijo. To ni redka bolezen, približno 1% ljudi ima epilepsijo, torej v Sloveniji imamo vsaj 20.000 Slovencev s to boleznijo. Naši otroci, ki pridejo na to preiskavo, potem imajo svojo pikapolonico in nam v spomin pustijo, od kje prihajajo. Moram reči, da je to res lepa motivacija za nas. Se radi spomnimo vseh tistih, ki smo jim številnim tudi uspešno pomagali do končnega zdravljenja. In kadar so slabi dnevi, polistamo spominsko knjigo, da nas nekako napolni z optimizmom pa z voljo za naprej. Da v tej skupini trdovratnih epilepsij pravzaprav iščemo tiste, ki jim lahko pomagamo tudi z drugimi načini zdravljenja. In med temi drugimi načini zdravljenja je pravzaprav najpomembnejše kirurško zdravljenje, torej operacije, ki seveda pridejo v poštev predvsem pri tistih epilepsijah, kjer lahko jasno opredelimo žarišče, torej pričetek napada. In pa seveda, kjer lahko s to operacijo ne prizadenemo dodatno nekaterih pomembnih, vitalnih, funkcionalnih predelov možganov. Da gremo stran po stran, sekunda po sekundo in takole nekako spremljamo aktivnost bolnika. Preračunamo 24 ur je toliko in toliko sekund in v metrih je to 2,5 km posnetka za 24 ur, kar pomeni kar precej vizualne analize. Ko prepoznamo, da je tak bolnik lahko dober kandidat za operacijo, potem te bolnike predstavimo kirurškim epileptološkim centrom. Naprimer, pri epilepsiji tipa otroške absence imajo lahko otroci dnevno 50, 100 in več napadov, ki so sicer kratki, razmeroma subtilni, ampak izjemno moteči. Epileptična aktivnost prizadene tudi druge pomembne funkcije, recimo kognitivne. Takrat lahko pride tudi do zastoja v razvoju ali pa celo do upada že prej pridobljenih razvojnih spretnosti. To je za nas velik alarm. To kaže na zelo aktivno epilepsijo. In ne glede na to, da ima morda otrok manj napadov, je to za nas jasen znak, da moramo iskati morda tudi tako možnost, da morda gre za simptomatsko, strukturno epilepsijo, ki jo lahko rešujemo s kirurgijo. Stigma je močna še vedno pri epilepsiji. Stigma je nekaj, kar se zelo borimo. Jaz moram reči, da tako en tak nemrljiv občutek po teh letih, desetletjih dela je, da je te stigme vendarle bistveno manj. Cezar, pa Sokrat recimo, to nekako poznamo v zgodovinskoj osebnosti. Imamo tudi znane, sveta glasbe, recimo Prince, Joy Division, pevec. Ne delujemo ločeno, bolniki pa stroka, ampak smo povezani pri nas v Sloveniji v skupnem društvu. Nekako je ta odločitev dozorela ravno zaradi tega, ker Slovenija je majhna. Če želimo na tem področju kaj spreminjati, je prav, da smo združeni.